Na to zadnjo nedeljo bogoslužnega leta obhajamo slovesni praznik Kristusa, kralja vesoljstva. Njegovo kraljevanje je v vodenju, služenju, je pa tudi kraljevanje, ki se bo ob koncu časa uveljavilo kot sodba. Danes imamo torej pred nami Kristusa kot kralja, pastirja in sodnika, ki nam kaže kriterije za pripadnost Božjemu kraljestvu. Kateri so ti kriteriji? S temi besedami je papež Frančišek začel opoldanski nagovor z okna apostolske palače na trgu svetega Petra. Fratelli, Dragi brati in sestre, v petek nas je zelo zabolela novica o poboju v mošeji na severu Sinaja. Nadaljujem z molitvijo za številne žrtve, ranjene in za celotno skupnost, ki jo je to tako hudo prizadelo. Naj nas Bog reši teh tragedij, te podpira prizadevanja vseh, ki delajo za mir. Ljudje so v tistem trenutku molili. Tudi mi v tišini molimo zanje. Sveti oče nadalje spomnil na včerajšnjo beatifikacijo matere Kataline v Kordobi v Argentini. lodiamo il Signore per questa donna appassionata del Hvalimo Gospoda za to ženo, strastno zaljubljeno v Jezusovo srce in v človeštvo. Pozdravljam romarje, ki so prišli tako iz Italije kot iz različnih držav, župnijske skupine in združenja. Še posebej pa pozdravljam ukrajinsko skupnost, ki se spominja tragedije holodomora, torej smrti milijonov zaradi lakote, ki jo je povzročil stalinistični režim. Molim za Ukrajino, da bo moč vere prispevala k ozdravitvi ran preteklosti in bila spodbuda za pot miru. Nocoj bom začel apostolsko potovanje v Mjanmar in Bangladeš. Prosim vas za spremljanje v molitvi, da bo moja navzočnost za te prebivalce znamenje bližine in upanja.